Frekvenca za logistiko Slovenskega logističnega združenja. Gospod Robi Košir, vi ste direktor BTC Logističnega centra. Tukaj na logističnem kongresu predstavljate vašo zgodbo o uspehu. Povejte nam, kakšna je. Ja, če bom kar malce v zgodovino nazaj spustil, kot družba BTC ima kot cela družba uspešno zgodbo in začela z logistiko. Dejansko je bila logistika osnovna dejavnost v začetku in na Šmartinski cesti, kjer so zdaj nakupovalen center, seveda je se začela zgodba z logistiko. In tekom kasnejših let seveda je tam nastal največji kopenski terminal, tako rečen eden izmed največjih v Evropi, ki pa se je kasneje potem transformiral, posebej po osamosvojitvi, in se je transformiral v en del v nakupovalni, tako kot ga zdaj poznamo kot BTC City, in je bila seveda še zdaj in zelo uspešna zgodba. Na drugi strani se je pa nadaljevala uspešna zgodba logistike, malo par kilometrov preč na drugi lokaciji, bolj na industrijski coni, kjer jo pa zdaj še do zdaj uspešno peljemo naprej. Tako da, če sam na kratko, mi smo tam leta 2000 je na lokaciji, tam, kjer se je transformirala logistika naprej, so se zgradila določena skladišča, to je cirka 20.000 kvadratnih metrov je bilo vse skupaj, nekaj še v Novem mestu, ampak z res dobro strategijo, z dobrimi usmeritvami se je logistika peljala tako, da smo z vsakim letom res pridobivali na novih poslovnih partnerjih, na res mednarodnih referencah, delali smo res na visoki kvaliteti in te skladišča so se širila. Nismo šli v lastna skladišča, ampak postopno ali smo vzeli v najem, ali pa smo delali za naše poslovne partnerje, za katere smo delali logistiko v njihovih skladiščih. Tako da take različne modele smo imeli, ampak to iz 2 lokacij je postalo 9 lokacij. In to pa, kot vemo, logisti, jaz sem zdaj tudi 24 let v tej logistiki, je to zelo neoptimalno potem, toliko lokacij imeti. In če v nadaljevanju potem pogledam, smo tekom od leta 2002 pa do današnjega leta ta preboj delali s širitvami. Potem je pa nastal čas, kako naprej, ker rabili smo še širitve in tako rečen konsolidacijo. In odločitev je bila, da gremo v novo skladišče, seveda kako, ali z lastno investicijo ali v določenem partnerstvom. In odločitev je padla tudi strani lastnikov, da naj mi delamo tisto osnovno dejavnost, ki znamo. Smo specializirani za opravljanje logistične dejavnosti za izdelke vsakdanje rabe. Se pravi, lastnik blaga so naši partnerji v naših skladiščih, mi pa na podlagi naročil upravljamo vse manipulacije do dostave končnim kupcem, ki pa so, bi rekel, pri nas 90% v Sloveniji, ostalo nekaj Južna Avstrija in vse države jugovzhodne regije. In če se vrnem nazaj iz teh 9 lokacij, seveda, in potem odločitvijo, da gremo v nove kapacitete in odločitev, da v investicijo ne gremo, ampak da gremo strateškim partnerjem, ki je imel tudi znanje gradnje, mi pa znanje logistike, smo skupaj začeli načrtovati ta skladišče, to je tik ob Ljubljani, logistični center Zalog. In tu se lahko pohvalimo res z uspešno zgodbo na tej strani, ker smo v zelo kratkem času od pridobitve gradbenega dovoljenja, 1 leto pa pol je bila gradnja narejena skupaj z našim strateškim partnerjem, seveda skupaj projektirali z nami, ker mi ta znanje imamo. Od 1 leta pa, ko je bilo zgrajeno, se pravi, je bilo junij 2024 je bila otvoritev. Od junija 2024 do konca leta 2025 smo pa skladišče napolnili. Moramo vedeti, da je skladišče veliko 50.000 paletnih mest, 40.000 kvadratov, 12 metrov višine, tam okoli 50 vhodno-izhodnih ramp, tik ob Ljubljani, odlična lokacija, visoka kvaliteta skladišča, kar bom tudi v nadaljevanju bi rad povedal, 3 dele te uspešne zgodbe, tako kot sem začel. En del te uspešne zgodbe je sama gradnja, pa ko smo hitro zapolnili in res visoko kvaliteto storitev še dodatno nudili našim poslovnim partnerjem. Druga je pa trajnostna preobrazba.
Družba BTC velik poudarek da ne samo na logistiko, ampak v celoti delniški družbi. In s tem objektom lahko rečem, da ima na strehi 35.000 kvadratnih metrov sončnih elektrarn, to je 5 megavatov, s hranilniki 9 megavatov, to je ogromno. In skladišče je v celoti samooskrbno v tem primeru. Mi imamo še določene sončne elektrarne, seveda tudi na strehah naših objektov v lastništvu BTC-ja, ampak ta zgodba uspeha je bil res ta velik objekt, ki nam je pomenil na eni strani konsolidacijo vseh teh lokacij po par tisoč kvadratov, ki delajo logistiko neoptimalno, ne? Na drugi strani pa smo lahko dosegli veliko višjo kvaliteto storitev in kot sem se že naslonil na to trajnost, ne, mi smo iz leta 2025 na 2024 z nakupom energije iz obnovljivih virov zmanjšali ogljični odtis, k temu rečejo v tej grupi 2, za 60%, celotna samo logistika v BTC-ju je pa s tem 40% samooskrbna. Tako da tukaj, to je ta drugi del, če pa še sam tretjega se dotaknem, tako zelo grobom, na hitro povedano, je pa še tehnologija. Vse, kar je pa tehnologija, kar je bilo v skladišču noter, je bila pa investicija BTC-ja. Se pravi, mi imamo to znanje in tle nismo prepustili drugim, kaj noter delamo, kakšne so manipulacije, koliko je avtomatizacije, to smo šli pa mi sami. In s tem, ko smo še to tehnologijo mi noter investirali, seveda z delno avtomatizacijo, raznimi ozkimi regalnimi hodnikami, polavtomatskimi viličarji, lahko rečem, lansko leto smo implementirali 2 robota za čiščenje, čista 2 robota, se pravi, res je čiščenje, bi rekel tako, ampak dejansko gre za 30.000 kvadratnih metrov čiščenja po noči, kvadrature, ki pa je uspeh tudi to doseči, ampak v tem času se da. Torej, kaj je vaša konkurenčna prednost? Kako bi jo vi strnili? Je to ta storitev, ki je dobra? Je to pravzaprav lokacija? Je to število skladišč? Kaj je tisto? Ja, od leta 2000 naprej, ko smo mi te usmeritve potegnili, točno to, sem se jaz prej sem rekel, zakaj se nam je tudi tako povečevalo pa ta razvoj vsako leto. Mi smo v 20 letih 7-krat zrasli prihodkovno. In dejansko usmeritev je bila pravilna, da smo se specializirali za upravljanje storitev izdelkov vsakdanje rabe, te upravljamo v logistiki FMCG, to so food, pa non-food, prehrana, pijača in te zadeve. Tako da smo največ delali na teh partnerjih, delno tudi na avtomotiv, ki ga imamo v Dolenjski regiji, kjer pokrivamo Revoz. Ampak dejstvo je, da 90-95% je tega FMCG-ja. Druga stvar je, da res smo delali vsak korak za korakom na kvaliteti dela. Zaradi tega smo šli tudi, ko smo nov skladišče dol, smo imeli res dobro infrastrukturo, smo v lanskem letu pridobili tudi certifikat IFS, to je International Feeder Standard. To je največji standard, eden izmed najmočnejših standardov za upravljanje logističnih storitev, tudi za to prehrano. In tukaj smo res naredili še en korak višje, res pa, da smo to lahko naredili res, ker je infrastruktura tako dobra. Tretja stvar, zelo se približamo našemu partnerju. Če z njim začnemo sodelovati oziroma upravljati logistiko, je naš princip tak, da se čim bolj približamo, skupaj razvijamo, kaj potrebujejo, seveda želimo določeno standardizacijo, absolutno, da toliko smo veliki že, da ne moramo čisto za vsega partnerja delati vse detajle. Je pa odlična lokacija. Prednost imamo v referencah več kot 70 let, jaz več napravim temu tradicije, mislim, da to ni več zdaj, ampak je napredek razvoj 70 let tega. Potem lahko tukaj še izpostavim lastništvo. Lastništvo in naklonjenost v investicije, naklonjenost v razvoj je tukaj velika in imamo zelo stabilno lastništvo. Stabilno rast, ni bi rekel, velikih padcev, velikih vzponov, eno stabilno rast. Pa mogoče ta delna avtomatizacija, digitalizacija, poleg trajnostne preobrazbe, ki sem jo že prej omenil, to so te glavne točke, ki nas silijo naprej
in bi rekel, tudi partnerji nam priznajo to kvaliteto. No. Kaj v lastništvu je tisto, kar vam daje to prednost? Mislim, da sem vmes že nakazal, da zelo z dobrimi rešitvami, z dobrimi predlogi, z dobrimi idejami investicija ni problematična pri lastnikih. Ni vpliva zunanjosti, ni vpliva politike, ni vpliva države in res je vse usmerjeno samo v rast, razvoj, zdrav razvoj same firme. No. In jaz to tukaj kot direktor to najbolj občutam. No. In to so zasebni lastniki. In to so zasebni lastniki. Ja, zdaj, veliko je trendov, da se približa skladišče čim bliže mestom, uporabnikom. Vi ste to seveda dosegli, ker ste v Ljubljani. Ja, mogoče tukaj mečke replike. Dejansko je res, za naš segment FMCG-ja, bi rekel te izdelkov za vsakdanjo rabo, na vseh teh, mogoče nisem povedal, ampak mi skupaj upravljamo 100 000 kvadratnih metrov pokritih skladišč in od tega 8 000 zmrznenega programa. Vsak dan prepravimo cirka 1100 palet z blagom, ki jih dostavimo s 300 kamioni, približno 1100 kupci po Sloveniji, pa regija okoli, tako da to so kar zavidljive številke. Ampak vprašala ste... Skladišča blizu Ljubljane, večjim mestom. Ja, tu sem zaradi tega male replike rekel. Dejansko je to res, da iz izdelki FMCG-ja je res zelo pozitivno, ko bomo izraven mesta. Zakaj? Ljubljana z okolico pobere 60% tega blaga. In to je res lokacijsko odlično. Je pa res, da se regijsko, te partnerje, ki imamo mi, mednarodne priznane brende, ki jih imamo, vedno več je trga, se kupna moč povečuje v jugovzhodni regiji. Vemo, da je tam preko 18, brez Slovenije preko 18 milijonov ljudi in dejansko zastopstva, ki so v Sloveniji, se povečuje ta prodaja, vedno večja je proti Sloveniji in se tudi težišče premika proti jugovzhodni regiji, zato tudi mi v strateških usmeritvah razmišljamo, da se proti malo te optimizacije delamo in gre proti jugovzhodu, proti meji s Hrvaško. No. To se pravi Hrvaška, meji s Hrvaško, pa še vedno v Sloveniji? Odvisno od partnerjev, odvisno od partnerjev, odvisno od blaga, odvisno kakšna poraba je kje, tako da ja, ali Hrvaška, okolica Zagreba, ali na tej strani. Ogromno raziskav, analiz je bilo tudi tukaj okoli Novega mesta pred mejo. No, to, Kako zagotavljate to tako imenovano hladno verigo? Ja, tle lahko rečem, da smo pa mi kar res specialisti na tej hladni verigi. Mislim, da smo med rekel temi javnimi skladišči, da ni to ena proizvodna ali trgovec, ki ima svoja skladišča. Smo mi eden izmed največjih. Sem rekel, da imamo tega 8000 paletnih mest, oziroma približno toliko tudi kvadrature, ker te hladilnice niso toliko visoke. Dejansko zagotavljamo temperaturne režime od -18 do -24, režime od 14 do 18, kjer je večinoma ta čokoladni izdelki, od 0 do 6 stopinj zagotavljamo, od sveže ribe, margarin in podobno. In hladno verigo res dosegamo res profesionalno od skladišča, od prevzema blaga ali še celo korak nazaj, da blago pripeljemo noter, od skladišča do končnega kupca z vsemi, bi rekel, standardi, ki jih imamo. Na visokem nivoju ta HACCP standard in seveda redni pregledi inšpektorjev in tega, sploh za zmrznen program, ki je še bolj občutljiva roba. Ampak dejansko v tej zmrznenem programu mi vidimo potencial, glede na tempo življenja, glede na spremembe prehranjevanja, pa tega vidimo sami v trgovinah, da je vedno več polic oziroma zmrzovalnih skrinj in podobno in se ta program res povečuje. No. Tudi tržišče tako pravi, smo tudi analizo naredili, tako da dejansko je ta trg nam raste. No. Ena od tem na tem kongresu letos je tudi seveda uvajanje umetne inteligence v vse te logistične procese. Tu menda Evropa zaostaja. Kakšno je vaše mnenje? Bom direktno povedal, da zaostajamo. Zaostajamo tako
pri meni v naši enoti oziroma v družbi napram, če gledaš globalno, ampak je pa res, da imamo, če pogledam kot družbo, kot zdaj na kongresu in tudi sebe pogledam, vsi projekti ima vsaj delček tega segmenta usmerjen v umetno inteligenco. Je pa res, da osnova za umetno inteligenco so podatki. In ogromno dela je še, jaz pravim, tudi kak gledam primerljive družbe kot mi, oziroma ali konkurenco, ali tudi druge dejavnosti, da ogromno imamo, mislim, še dela s podatki. Ko bomo imeli to standardizirano, urejeno, umetna inteligenca potem ni težka. Veliko sama naredi. Včasih so težave tudi v primerjavi podatkov konkurence. Je ta podatkovna baza dovolj velika, lahko umetna inteligenca zajema vaše podatke, jih posreduje drugim, vi dobite od konkurence podatke? Tlelih tako ni, no, da se bi te podatki, nekaj je zdaj, koliko tem podatkom verjeti. Tle sem tudi jaz sam pri sebi skeptičen in grem vedno v preverjanje teh podatkov, absolutno. Tako da bi rekel, prav podatki, če gledamo o cenovni politiki, pa taga, tukaj ni preko umetne inteligence to za spremljati, ker se v logistiki toliko te cene, bi rekel, razlikujejo od vrste robe, od načina manipulacij, kaj delaš z robo. Ni to na ta način, ki bi jaz rekel, kupam tole zastavico, tokle je marže in to je to. In to lahko primerjaš z vsemi isto. Tle se pa, bi rekel, tudi večkrat se pogovarjamo od konkurence, ki imamo kot logistika BTC, pa so večje družbe od Intereurope, ostalih cargo partnerjev, Schenkerjev in podobno. Ampak velikokrat se pogovarja o tem, da sej nismo čisto prava konkurenca. Vsak ima nekaj, se je specializiral v svojo dejavnost. Ali je to mednaroden transport, ali je bolj slovenska regija, ali je bolj mikrodistribucija, pošta ima bolj paketno distribucijo. Tako da bi rekel, je ta presek konkurence, smo se pa kar nekako res usmerjali vsak v svojo ciljno skupino, ki jo najbolj poznamo in najbolj specializiramo. Kaj je po vašem mnenju ozko grlo slovenske logistike? Ozko grlo je sigurno infrastruktura, absolutno, od železnic, avtocest, absolutno, sploh na določenih odsekih. Odlično, samo pohvala, da smo šli v drugi tir, da se to dogaja, ker seveda dobro vemo, kje se povsod gradi zraven naše države, zelo intenzivno, in da smo šli s tem naprej, to je, bi rekel, edin pravi način. Tako da ta del je sigurno zelo pomemben. Druga stvar je pa, mi smo šli res v kvalitetno, moderno, tehnološko, energetsko varno skladišče. Takih skladišč jaz mislim, da se bo še rabilo, ker vedno več se standard dviga na kvaliteti cele preskrbne verige. In stara skladišča, ki so, tudi mi imamo določena stara, določeni partnerji, ki hočejo kvaliteto, ta skladišča niso več tista, s katerimi bi lahko s to infrastrukturo zagotavljali. Ne zagotavljajo niti intermodalnosti, ne? Ja. Tu je velik problem. To je velik problem, tako. Smo pa, glede te, bi rekel, te intermodalnosti, smo pa majhni. Zdaj vedno se pogovarjamo, koliko, mi smo se bolj skoncentrirali na slovenski del pa regijo. Nismo toliko mednarodni, nismo toliko v mednarodne vode, pa mednarodni transport, nismo specialisti, se nismo to spustili, raje se povezujemo z drugih, tudi špediterji in tem. Dostava železnico pa je problem. Imamo veliko prednost, v Ljubljani letališki imamo industrijski tir, ampak lahko rečem, da že 10-15 let ni bilo vagona prek tega tira. Včasih je še kaj prišlo, zdaj pa to predolg časa vzame, da se to v vedno hitrejšem tempu zadeva odvija. Kako se spopadate s temi geopolitičnimi problemi, ki smo jim priča predvsem letos na Bližnjem vzhodu, pa tudi sicer? Ja, ti pretresi, bi lahko rekel, so na nas kar veliko vplivajo. Sploh bi rekel, da najprej vse
zakonske določbe v naši državi, ki so prišle s 1.1. Tle bi vsem pokomentiral, da nimam nič proti, da rastemo, da se plače dvigajo, super, boljši standard, denar se vrti, ampak graja je predvsem tem, da treba je to pol leta prej planirati. Gospodarske družbe mi planiramo sredi leta 2025, smo planirali 2026, končne odgovore države dobiš konec januarja, ki veljajo s 1.1. In to je za gospodarstvo totalen polom. Druga stvar pa vojne in zaprtje teh ožin, kaj se bo še dogajalo, ne vemo. Vemo pa, kako hitro se lahko globalno vpliva ali malo nazaj na cene elektrike. COVID, zdaj ponovna energetska kriza z dvigom cen goriv. Te cene goriva, lahko rečem, mi z večinoma partnerji imamo to pokrito v pogodbah, ampak če v praksi povem, kako pa to izgleda, da imamo pokrito nekaj mesečno usklajevanje, nekaj kvartalno, ampak v takih izrednih stanjih, kot je sedaj, je mesečno usklajevanje premalo. Saj ti to mesečno stroškovno lahko iz žepa izpolzi 100.000 takole na mesec, kar je pa za firmo velikosti, kot smo mi, ogromnega pomena. In te krize oziroma taka problematika smo navajeni, vedno bo več tega, se bomo mogli s tem spopadati, tako je. To pričakujemo tudi naprej, ampak moramo se pa postaviti samo v to, da bi temu rekel, da tako hitre te spremembe toliko vplivajo naše poslovanje, da smo zdaj od začetka januarja, ko so bile te spremembe, ki sem že v prvi fazi govoril, z gorivom, mi se 4 mesece ukvarjamo, namesto da bi se ukvarjali z napredovanjem v Sloveniji, s trženjem, z razvojem, z vsem skupaj se ukvarjamo z administracijo, z pregovarjanjem, usklajevanjem cen na trgu in to je za nas gospodarske firme velik problem. Ne dajemo moč v tisto, kar bi morali. Vidimo pa, da ostale države pa rastejo. Ostale države, vsem Evropa, iste probleme, ampak če pa pogledamo malo primerjava s Kitajsko, z drugimi, je pa to čist drug način. Kako komentirate letošnji logistični kongres? So teme prave, tu je tudi tehnološki del, znanstveni, lahko rečemo. Kako gledate na to? Saj pravim, čestitke predsedniku Igorju Žuli, že dolg časa poznava od vsega začetka, ko so s tem kongresom začeli. Tudi ves čas smo sponzorji tega kongresa, ves čas, ker vemo, da imamo s tem tudi določeno dodano vrednost. Odlično izpeljano. Jaz imam jutri plenum uspeh, nekaj takega, kako je že naslov, uspešne zgodbe. Mislim, da bi se tle tudi predsednik Igor Žula zaslužil gor povedati svojo uspešno zgodbo tega združenja, ki je isto rast, samo če gledaš na število obiskovalcev, na kvaliteto predavateljev, mednarodno rast, različne dejavnosti pozval in tlele je ogromen prispevek, jaz pravim, k slovenski logistiki. In dejansko ogromno pomeni, da se na eni strani se povezujemo s šolami, fakultetami, drugače vidijo obzorja. Druga stvar je gospodarstvo, državne ustanove, združenja. Vedno sem vesel, ko vidim študente, ki jih srečam podobne vsako leto, so zelo zainteresirani, da prihajajo in to je eno zadovoljstvo. Gospod Robi Košir, hvala za pogovor. Hvala lepa.